Doktor Mojca Gornjak, kaj je tisto ključno, kar bomo izvedeli v današnji oddaji? Jaz bi rekla, da je ključno poznavanje financ, da jih res osvojiš, je izobraževanje in seveda tudi življenje ne preko zmožnosti. Se pravi, koliko zaslužimo, toliko lahko seveda tudi zapravimo, če rečemo tako zelo po domače. In seveda bolj, ko bomo vešči teorije financ, toliko lažje bomo seveda tudi finančno pravilno se odločali v življenju. Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobrodošli v oddaji Zlata rezerva. Pred nami je pogovor o temah, ki se neposredno dotikajo finančne varnosti vsakega izmed nas. Moja današnja gostja je doktor Mojca Gornjak, finančna in davčna strokovnjakinja. Svojo pot je začela kot borzna posrednica, nadaljevala kot direktorica zakladništva v Poštni banki Slovenije in nato vrsto let krojila slovenski pokojninski sistem kot članica uprav v več pokojninskih družbah. Danes deluje kot samostojna svetovalka, direktorica na finančno-računovodskem področju ter habilitirana docentka na več fakultetah. Kar je zanimivo, je tudi, da je certificirana preiskovalka prevar v financah in računovodstvu. Z njo se bomo danes pogovarjali o brutalni makroekonomski realnosti, nujnosti finančne suverenosti in skrivnostih uravnoteženega investiranja. Doktor Mojca Gornjak, lepo pozdravljena v oddaji Zlata rezerva. Dober dan in hvala za povabilo. Hvala lepa. Mojca, začeli ste svojo kariero v kar razgibanih 90-ih letih kot borzna posrednica. Vodili ste zakladništvo, bila ste v upravah večjih družb. Kaj je ta rdeča nit, ki bi jo lahko potegnila iz vaših začetkov poslovne poti? Ja, rdeča nit bi jaz rekla, da je da je zaupanje in finance, ki so se seveda od začetka iz borznega posredništva pa potem preskoka v bančništvo, ki je zelo zanimivo tudi, sploh z vidika, če cel sektor zakladništva vodiš in seveda uravnavaš likvidnost banke. Pa potem preskok v leta 2000 v drugi pokojninski steber, ki je pa čisto zavarovalniška dejavnost, kjer sem jaz tudi, kadar sem začela gledati malo računovodske izkaze oziroma bilance po domače zavarovalnic, nisem mogla verjeti, kaj to sploh je. Tako da, če pogledaš bilance banke, zavarovalnice, sta to kot dve različni plati, kot ne vem, belo pa črno, če lahko temu tako rečem. Ampak na to potem, ko zagrizeš in ko smo začeli pripravljati poslovni načrt za ustanovitev pokojninske družbe, to je bila takrat možnost z uvedbo drugega pokojninskega stebra leta 2000, smo potem pač se začeli izobraževati, ugotavljati, kako zavarovalništvo deluje, seveda pridobili vse ustrezne licence tudi pri Agenciji za zavarovalni nadzor. Spravi, delovali smo, kljub temu, da smo bili zelo majhni kot velika zavarovalnica, in na koncu tudi dobili mogoče malo slabega priokusa, ker pač nismo zbrali dovolj zavarovancev, da bi ta pokojninska družba lahko obstala. Pravi, pogoj takrat je bil, če si hotel imeti delniško družbo v obliki pokojninske družbe, da pridobiš 15 000 zavarovancev. Ne, smo upravljali sredstvi, na nek način nagovarjali zaposlene, da se odločajo za varčevanje v drugem pokojninskem stebru. In eno veliko podjetje je pretehtalo, katera pokojninska družba na Štajerskem bo obstala. In naša seveda je bila potem ugasnjena, prodali smo jo, ker nismo imeli dovolj zavarovancev. In to je bila še ena izkušnja, kako potem pa družbo prodati nekomu drugemu, ker pač projekt ni uspel. Ampak potem 15 let nadaljevanja te zgodbe je resnično bilo v čast mogoče izobraževati zaposlene. Včasih se je zgodilo tudi, da smo bili v tovarnah na Podestu, na Viličarju, kjer smo nagovarjali vse zaposlene določene izmene.
o varčevanju, o pokojninskem. O pokojninskem varčevanju, zakaj se za to odločiti. Tako. Se pravi, ste v bistvu ena od teh pionir, ki ste dejansko osnovala, bila na začetku, ko se je ta sistem varčevanja vzpostavil, tudi to v bistvu v družbi zavedanja, da moramo nekaj zase tudi sami storiti za našo varnost. Tako. Ja, zelo taka, bi rekel, pionirsko obdobje. Ja, težko, ampak hkrati polno izzivov. Tudi kako nagovoriti zaposlene, kjer jim pač nihče do takrat ni povedal, kako pokojninski sistem v Sloveniji deluje. Ne? Gre za tako imenovani pay as you go sistem. Če povem, ne, skozi zgodovino, to je dejansko še iz leta 1800 pa nekaj, ko je kancler Bismarck uvedel ta pokojninski varčevalni sistem, ampak takratno obdobje je dovoljevalo, da je človek, ki je bil starejši in nad 70 let star, da je lahko črpal iz sklada, kjer so se sredstva na nek način zbirala skozi prispevke. Povprečna starost v tistem obdobju je bila pa 60 let. Ampak ta Bismarckov sistem imamo še mi v Evropi, ga še kar na nek način uporabljamo. In večina ljudi na nek način ne ve, da gre za pretočni sistem. Se pravi, prispevki, ki so vplačani pri plačah, kadar mi dobimo izplačano plačo, se iz bruto plače odštejejo vsi prispevki in del teh prispevkov so prispevki za pokojninsko zavarovanje. Dejansko gredo skoraj direktno na račune upokojencev in seveda na ZPIZ-u, na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se ničesar ne varčuje. Se pravi, ne gredo nam, ki smo še v delovni dobi, vendar gredo direktno našim upokojencem. To pomeni, da gre za nek generacijski dogovor, in pa tudi transfer. Tako. Kako je pa pri vas bilo, a ste morda takrat doživela tisti klik, da je pravzaprav vsak posameznik odvisen za to, da si zagotovi neko varno, rekel, finančno neodvisno starost, spodobno življenje v letih upokojitve, ali morda že prej? Kako je bilo pri vas ta osebno popotovanje na tem področju? Ja, to popotovanje se je začelo mogoče že kar tam v borznih časih. Takrat je Banka Slovenije izdala en blagajniški zapis, kjer je bil zelo zanimiv in so bile obrestne mere zelo visoke. Ampak v tistih časih je bila vsota zelo velika. Spravi, vsota tega blagajniškega zapisa, jaz se še danes spomnim, je bila $500,000 takrat. Ampak to je predstavljalo eno ali dve ali tri plače povprečnega Slovenca, tako da je to bilo že kar velik zalogaj. Seveda takrat, kadar smo vsi začeli računati, kako visoke obresti so, nismo mogli verjeti, da je to sploh mogoče. Takrat se je začelo, borzno posredništvo je že tako samo po sebi, ti da ta uvid, kako lahko ali zaslužiš ali pa tudi izgubiš. Obe opciji sta. Ampak tole mogoče varčevanje, ki je malo bolj varno, malo bolj manj tvegano, je meni pisano na kožo. Jaz nimam nekega velikega risk appetita, to je nek ameriški izraz, ki pove, kakšna je tvoja stopnja tveganja. In jaz jo imam kar nizko. Tako da z varnimi naložbami se tudi da ohraniti vrednost in tudi nekaj zaslužiti. Seveda sem pa jaz v tistih mojih borznih časih bila priča tudi prvi delnici na borzi, Dadasovi delnici, ki je doživela potop. Tako da smo imeli tudi tam in seveda zelo dobre zaslužke in tudi zelo velike izgube. In zato varčevanje, ki je primerno posamezniku, lahko je to zelo tvegano, če si pač pripravljen zelo veliko tvegati in lahko tudi vse izgubiti. Ampak za ljudi, ki imajo neko povprečno plačo, nek povprečen dohodek, pa je po moje še vedno boljše neko zmerno varčevanje. Ne tisto z visokimi donosi, ker običajno ta rek visok donos, visoko tveganje je zelo v redu, ponavadi se izide točno na ta način. Manjše obresti, manjši donosi, ki seveda pokrijajo inflacijo, da ne realno izgubljaš, ampak na dolgi rok se potem pa seveda nabere čez čas. Zdaj pa, v bistvu, vi ste pa, pravzaprav zdaj zadnja leta ste pa prestopila v svet, visokega šolstva, ste, doktorirala tudi, ste predavateljica visokošolska.
ste tudi forenzik, ne, in pa svetovalec podjetjem, ne, za finance in računovodstvo. In zdaj, če bi malo tako rekel, povzeli, kako so vam pa te izkušnje iz preteklosti, ko ste bila pa bolj mogoče v akciji, ne, ste bila bolj na strani podjetij, ne, na strani borze, ne, kako so vam te izkušnje, kako vam tiste izkušnje koristijo danes? Ne? Zelo. Moja pot je šla nekje iz financ v računovodstvo, tako da te dve veji se kar dopolnjujeta. Sicer v Sloveniji še vedno poznamo finančno-računovodske sektorje v podjetjih, ne, ampak je treba ločiti. Ne. Finance je dejansko priskrba denarja in denarnih in pregled denarnih tokov. Računovodstvo je pa spremljanje poslovnih dogodkov za nazaj in vedno bolj prisotno tudi v strateških odločitvah, zato ker pač ti dobrega računovodja rabiš, sploh pri pisanju strategije, da ti zna tvoje strateške zamisli spraviti na papir in videti, kako potem to res, to uspešno poslovanje, če je res uspešno. Zdaj nagnjenje k predavanji sem zaslutila že takoj po končani fakulteti, ker me je ravnatelj moje srednje šole poklical, če bi prišla nazaj učiti dijake. Ampak tam sem videla, da izzivov ni, ne vem kako dosti, ne, ampak zelo dobro sem se pa počutila v razredu. Tako da sem pol leta 2011 spet obudila to idejo predajo znanja študentom. In enkrat na teden, v popoldanskem času, pač to, kar sem se jaz naučila, predajam študentom, tistim, ki so na rednih programih in tudi tistim izrednim. Ne, se pravi, mlajši, stari 19, 20, 21 let, pa tudi malo starejši, ki so že v službah in želijo dodatno se izobraževati. Doktorat mi je pa mogoče pomagal pri tem, da sem zelo specifično področje, to so pa finančne naložbe in IFRS 9 standard. Poznam ga zato, ker sem ga študirala zelo dobro. Ampak doktorat ti zelo ozko področje, si na njemu zelo velik specialist, ekspert, ampak ti pa tudi omogoči nosilstvo predmeta v visokošolskih zavodih oziroma na fakultetah, kjer lahko potem tudi soustvarjaš učni načrt in poveš, kaj boš študentom predaval. Seveda v okviru akreditacije, ampak to je spet en drugačen, zanimiv pogled glede na to, kaj je v gospodarstvu. To dvoje se pa zelo dobro povezuje, zato ker poznavanje teorije, ki jo moraš dati študentom in ko jo predelaš tudi zato, da lahko predavaš, pride pa mnogokrat prav tudi v praksi. Najlepša hvala. Spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Zlata rezerva. Z mano je še vedno dr. Mojca Gornjak. Dr. Mojca Gornjak, dotaknila bi se malo sedanjega stanja v svetu in vpliva na naše premoženje, naše varčevanje. Kje sami vidite trenutno največja tveganja, ki grozijo našim prihrankom? Ja, zelo težko vprašanje. Tveganja so definitivno na finančnih trgih, glede na to, da ne vemo, kako se bodo vojne, ki so se začele, ali se bodo končale, kdaj se bodo končale. Se pravi, to verjetno nek plusk bo na borzna dogajanja. Trgi trenutno tega še ne kažejo, oziroma tudi trgi se ne znajo še odločiti, ali je to dobro ali je slabo. Ampak vzpon delnic imamo že kar nekaj let. In običajno gospodarski cikli in tudi borzni cikli so tam na 7 do 10 let. In skozi se že pričakuje, da bo nek padec. Neka korekcija. Neka korekcija, tako. Ampak glede na to, če si ti dolgoročni vlagatelj, te korekcije naj te niti ne bi zmotile. Drugo področje je po moje področje nepremičnin. To je tudi zanimivo. Sicer Slovenci smo lastniki vseh stanovanj, ker smo jih pač preko Jazbinškovega zakona dobili v 90-ih letih in imamo nek drugačen odnos do nepremičnin kot recimo zahodni svet, ki nimajo nepremičnin v lasti, ampak jih večinoma najemajo.
Tudi, ne, ampak tako, ko gledamo trge, ne, dejansko nepremičnine razen leta 2008, ne, se padci cen niso zgodili. Ne. Tako da naložbe kar skozi rastejo. Tako da, ne, primanjkuje jih, vedno več je, ne, ljudi, mladih, ki želijo iti na svoje in ja, posledično gredo cene gor. Je pa mogoče res Ljubljana malo specifična, glede na cene, ki so res ne, včasih tudi višje kot na Dunaju, kar mogoče glih ni najbolj logično. Ja, logično. Kako pa recimo gledate na to, da nas večina državljanov nas drži denar kar na bančnih računih, kar na vpoglednih vlogah? Ja, tule pa smo Slovenci, po moje, zelo konzervativen narod. Jaz bi tole mogoče na nek način povezovala s tem, da imamo premalo finančnega znanja, ki ga dobimo v vrtcu, osnovni in srednji šoli. Moje izkušnje z študenti, ki pridejo, če zaključijo srednjo šolo in pridejo na fakulteto, je, da ne poznajo finančnih izrazov, da ne znajo zračunati obresti. Vpišejo vse sicer na poslovno, ekonomsko šolo, ampak jih sproti te stvari učimo. Zdaj pa nekdo, ki pa želi vlagati oziroma imeti malo več znanja na to temo, pa jaz predvidevam oziroma sem prepričana, da mora s tem začeti že zelo zgodaj. To finančno opismenjevanje je zelo pomembno, zato da tudi znaš opredeliti, katero področje ti je bližje, kje vidiš večja tveganja, kaj lahko narediš, kadar gre kaj narobe ali pa nič ne narediš. Na ta način primanjkuje nam dejansko znanje. Na koliko je pa denar v resnici sploh varen v bankah, ne? Ker če ne drugega je ta, rekel, prikrita razlastitev, ki se dogaja skozi inflacijo, ne? Kaj bi pa na to porekali? Ne? Ja, tule dejansko smo Slovenci s 30 milijardami vpoglednih vlog, ne? Se pravi, denar leži na transakcijskih računih, kar po moje evropski ali če ne celo svetovni fenomen. Ampak jaz bi na nek način tole malo spet zgodovino povedala, prikazala za nazaj ali pa se nas spomnila. Slovenci smo v 90-ih letih postali delničarski narod z privatizacijo. Vsak, ki je bil star, ne vem, ki se je rodil, ne, takrat je dobil certifikate, ki jih je lahko zamenjal za delnice. Ampak stvari se niso izšle najboljše in imamo slabo izkušnjo in po moje ta slaba izkušnja na nek način še vedno je nekje v naših možganih. Tako, nismo je pozabili. Tako da jaz predvidevam, da je tudi tole razlog. Ja, definitivno, inflacija pa je v povprečju tam okrog 2,5%. In če ne dobiš za vpogledne vloge ničesar, pomeni, da vsako leto imaš kupno moč oziroma prihranek za 2 do 2,5% nižji. Manj si lahko kupiš s tem, kar si privarčeval, ne? Tako. Zdaj, v prvem sklopu smo se dotaknila tudi pokojninskega sistema, ne? Sistema, ki je tak, da delovno prebivalstvo plačuje po generacijskem sporazumu za upokojence, ne? Da je razmerje med upokojenci in delovnim prebivalstvom iz dneva v dan slabše, kar posledično vpliva tudi na pričakovano pokojnino, ki jo bomo mi, ki še delamo, dobili, ne? Nekateri pravijo celo, da če si danes star 40 let, da se zna zgoditi, da bo tvoja pokojnina manjša kot 40% plače, ki jo trenutno prejemaš, ne? To so zdaj neke ocene. Zdaj, a je v takih razmerah prepuščanje odgovornosti za našo varnost v starosti, a ne, državi, a je to sploh razsodno, je to prava odločitev? Kaj pa na to misli? Ne? A bo država res poskrbela za nas? Pa kako? Po moji oceni ne. Dejansko z prehodom Slovenije v samostojno državo smo tudi sprejeli pač določene norme in vsak posameznik naj bi poskrbel za svojo finančno varnost. Res je, da je zelo težko vsaki vladi to na glas povedati, ker pač bo izgubila del volivcev, če pove na glas, ne, vaše pokojnine, ne, pač ne bodo več take, kot so bile. Ampak mogoče ta razkorak se je zgodil že tam okrog leta 2000. Upokojenci, ki so se takrat upokojevali, so dobili okrog 80% neto plače. Pravi, če si predstavljamo 1000 evrov neto plače, s tem, da
v teh 1000 evrih ne smete šteti potne stroške, ki jih dobimo, pa regres za prehrano oziroma malico. Od teh 1000 evrov skok na 800 ni bil tako drastičen. Po letu 2000 s pokojninsko reformo je pa ta odstotek padel na celo pod 60. Sicer se zdaj z zadnjima 2 pokojninskimi reformama spet malenkost dviguje, ampak to pomeni, da vi izgubite 40% dohodka plače čez noč. Vam se nič ne zgodi v tistem obdobju, ko se vi upokojite in dobite 400 evrov naenkrat manj. Seveda porabe pa za 400 evrov manj nimate. Zdaj, večina potem argumentira to s tem, da kadar si ti starejši in upokojen, da imaš manj izdatkov. Jaz temu na nek način nasprotujem in pravim, mogoče pa res to ni res. Res je, da si mogoče ni treba novih oblačil za v službo kupovati, ampak na koncu si pa cel dan doma, se pravi, rabiš za kurjavo ali pa za hlajenje. Toliko več kilovatov pač peči laufajo. Hkrati pa rabiš več denarja tudi za zdravila in za zdravnike. Tako da to ne gre ni usporednice. Tako da jaz sem zagovornik varčevanja za tretje življenjsko obdobje, da si takrat, ko pride čas, da se umirimo in spočijemo, da tudi kam gremo in da imamo takrat seveda dovolj denarja na razpolago, da si to lahko tudi privoščimo. Kaj Slovenci delamo? Predno se upokojimo, gremo še hitro na banko, vzamemo kakšen kredit, da lahko, ne vem, prenovimo ali fasado ali streho ali karkoli v hiši, stanovanju in se s kreditom spustimo v pokoj. V pokoj in si še utežimo dejansko življenje. Čisto zahodni svet, ki sicer ne pozna te socialne varnosti, kot jo imamo v Evropi in tudi v Sloveniji, na nek način priporoča, da naj bi ti ob upokojitvi, pa bo to zelo direktno pa zelo grobo se slišalo, da naj bi ti ob upokojitvi imel na strani vsaj 10 letnih neto plač. Se pravi, če vzameva, da je letna povprečna neto plača v Sloveniji tam okrog 20-25 tisoč evrov, pomeni, da bi ti moral iti v pokoj z 200-250 tisoč evri prihranka. Tega kljub temu, da imamo zelo veliko stanja na TRR-ju, tudi približno nismo. Slovenci tega tako visokih zneskov varčevanja ne poznamo. In to ob tem, kar dobimo skozi državno pokojnino, čeprav razumem. Treba je poznati demografijo. Na Statističnem uradu si lahko vsakdo pogleda piramido prebivalstva, ki je včasih ne vem, tam po vojnih letih izgledala tako res kot piramida. Zdaj pa, ko spustiš podatke tam do leta 2060-70, ta piramida postaja že tako obrnjena skoraj navzdol. In če vemo, da še vedno obstaja ta pretočni sistem iz Bismarckovega modela, pomeni, da aktivni ljudje, ki so v aktivni dobi od 20 do 60 let stari, plačujejo prispevke, ki gredo upokojencem, ampak teh upokojencev je v piramidi celo več kot potem delovno aktivnega prebivalstva. Kar pomeni, da se bodo pokojnine na nek način morale spremeniti. Morale spremeniti. Ne, da strašim, ne želim, ni to ideja strašiti, ampak ideja za razmisliti, da pač je treba vsak mesec dati nekaj na stran, pa tudi, če je to samo 50 evrov, v 40 letih, 50 letih se potem zelo veliko nabere. Najlepša hvala. Dragi gledalci, dragi gledalke, sledi odmor. Po odmoru se bova pa dotaknila, kako nalagati denar in varčevati. Dobrodošli nazaj v oddaji Zlata rezerva. Z dr. Mojco Gornjak bova nadaljevala pogovor o tem, kakšne pa so prave take preverjene in varne strategije nalaganja našega premoženja za dolgoročno varnost. Dr. Mojca Gornjak, ena od takih ljudskih pregovornih nasvetov je ta strategija 3 stebrov, nekaj v nepremičninah, nekaj v zlatu, nekaj v denarju in vrednostnih papirjih. Kako sami gledate na to?
Karkoli, samo da nimaš vse v eni košari. Ne? Tudi star pregovor slovenski pravi, ne nosi vseh jajc v eni košari, zato ker ko košara pade, se vsa jajca razbijajo. Ne? In seveda, če bi varčevali samo v eni vrsti naložb, seveda, če pride kakšno slabo leto in poznamo jih, ne, iz leta 2008, to je ta najbolj zadnja kriza, ki nas je zelo se dotaknila. Seveda takrat lahko imamo izgube tudi do 70%, se je pokazalo. Ne. Zdaj, zakaj ne vse v nepremičninah? Z nepremičninami so lahko tudi povezane kakšni dogodki, ki so nenavadni. Ne. Zdaj, če pogledamo vse vojne, ki se dogajajo, pač na nepremičnino nekaj pade in na koncu je več ni. Ne. V tistem primeru seveda takih ekstremnih stvareh tudi zavarovalnice škode seveda ne krijejo, ne, ker so kritja izvzeta v primeru vojne. Seveda z nepremičninami so pa tudi drugi izzivi. Ne. Zdaj, če imate vi nepremičnino, ki je ne oddajate v najem, je to mrtvo premoženje, s katerimi imate samo stroške. Res, da vrednost običajno, ne, če pogledamo zdaj kar nekaj let nazaj, vrednost raste, ampak rente pa iz tega ne dobivate. Tako da smiselno je, če je nepremičnina višek, ne, tista, v kateri živite, da jo oddajate v najem in iz tega pač dobivate rento. Seveda so izzivi z najemniki, z zakonodajo, z vsem, ne, tako da vsako leto prinese nek nov izziv tudi na tem področju. Na koncu zlato je pa po moje ta zlata rezerva, ne, se sliši zelo že iz starih časov. Ja, začelo se je najprej, ne, že v časih Babilona, prvo trgovanje, kadar so v klino reze zapisovali noter, kdo je kaj komu dolžen, ampak potem pa se je hitro zlato pokazalo kot stabilna in varna valuta. In tudi vse vojne, ki smo jih imeli do zdaj, so pokazale, ne, da edino zlato, srebro oziroma plemenite kovine so obstale. Ne. Če pogledamo, ne vem, Drugo svetovno vojno, pač smo tudi v Jugoslaviji oziroma Kraljevini Jugoslavije takrat imeli mislim, da so bili celo jugoslovanski dinarji, ki so potem propadli. Ne. In smo zamenjali valuto in dobili dinarje, te, ki smo jih potem poznali v Novi Jugoslaviji. Ja, kako je pa, to je zanimivo, ne, ker rekel, starejši ljudje cenijo, ki so dali skozi hude krize, cenijo pomen zlate rezerve. Kako to zlato rezervo približati mladim, ne, ki mislijo, da je svet morda, ki ne poznajo takih ekstremnih razmer? Mogoče z izobraževanjem. Tudi na webinarju, ki smo ga imeli skupaj z družbo Elementum, se je izkazalo, dr. Aleksander Zaletel je lepo povedal, kako so različne generacije različno dovzetne do zlata. In ti mlajše generacije spet vidijo zlato kot eno izmed možnih naložbenih možnosti. No, to je lepo slišati. Tako, ja. Tako da se spet obuja ta zavest. Seveda, če pogledamo malo tudi širše, tudi centralne banke so v zadnjih letih začele kupovati zlato, zato je tudi cena zlata šla kar gor. Dobro, zdaj imamo spet mogoče zadnje par mesecev tudi nihanja na tem področju, ampak ja, zlato je pač, ta zlata rezerva ostaja. Seveda je izziv mogoče z hranjenjem, kam to zlato dati, da bo varno in seveda, da ga bomo imeli na razpolago takrat, kadar ga želimo. Ampak tudi, ne vem, če nekdo to hrani v rudnikih v Švici z ustreznim certifikatom, je prav tako urejena naložba in varnost naložbe. Dotaknila sva se tudi pomena izobraževanja, finančnega opismenjevanja. Kako pa gledate na to, na vlogo delodajalcev, oziroma kako prepričati mogoče ali pa navdušiti finančnega direktorja, da bo tudi svoje zaposlene, svoje sodelavce ali pa kadrovsko službo, da bojo vlagali več energije in časa v to, da sodelavce finančno opolnomočijo. Kakšno je vaše mnenje tle? Jaz bi se kar strinjala s tem. Glede na to, da sva že prej ugotovila, da v šolah ne dobijo zaposleni oziroma mladi dovolj tega znanja,
Je seveda izziv delodajalcev tudi, da razložijo, ne, kako se plača izračuna, kaj so deli plače, zakaj imamo v Sloveniji bruto sistem plače. In seveda tudi z davčnimi olajšavami, ki jih tudi država nudi, približati plemenite kovine zaposlenim. V zadnjih 3-4 letih se je zgodil prelom tudi pri slovenski davčni zakonodaji, ki je omogočila, da se poslovna uspešnost podjetij ne nakaže oziroma izplača samo v denarju, ampak lahko tudi v plemenitih kovinah. In to je ena izmed teh priložnosti, ki jih delodajalci imajo, ne, da lahko izkoristijo namesto izplačila 2500 evrov, koliko približno je povprečna slovenska plača, in lahko izplačajo najvišjo možno poslovno uspešnost vsem zaposlenim. To izplačajo v plemenitih kovinah, recimo v zlatu. A je morda, ker ste tudi strokovnjakinja za področje financ, računovodstva, tudi davkov, a so še katera orodja, ki so pravzaprav nam na voljo delodajalcem za motiviranje zaposlenih, ki bi jih še posebej še dodatno izpostavila, poleg že omenjenih? Jaz bi mogoče kar cel slovenski sistem nagrajevanja izpostavila. Včasih se primerjamo z Nemčijo, Avstrijo in sorodnimi državami, ki so zelo blizu nas, in vedno vidimo, kako imajo plačni sistem v tistih državah urejen, ampak zelo podoben plačni sistem imamo tudi v Sloveniji v zadnjih letih. Zelo se je spremenil. Zadnje vlade so na tem kar nekaj naredile v dobro zaposlenim, mogoče malo slabše delodajalcem, ker so pač morali malo več stroškov ukalkulirati. Kaj lahko nudimo zaposlenim? Vsi vemo, da imamo plačan prevoz na delo in iz dela. Spravi, če nekdo živi dlje kot 1 kilometer od službe, lahko dobi 140 evrov na mesec neobdavčenih potnih stroškov. Vsak dan dobimo skoraj 8 evrov za malico. Če to seštejemo na delovne dni, je tega okrog 160 evrov. Se pravi, smo že na 300. Ki jih dobimo poleg plače zraven, seveda, če hodimo na delo. Dodatno, če želi delodajalec plačevati še v drugi pokojninski steber, lahko tam zaposlenemu tudi brezplačno oziroma z davčno olajšavo nakaže tam malo manj kot 150 evrov, pravi smo že na 450, poleg plače. To ni kar tako, to so kar že veliki deleži, če primerjamo, da znaša recimo povprečna plača okrog 2500 evrov v Sloveniji. Bruto, Bruto, tako. Dodatno, regres za letni dopust, zopet 100% povprečne plače. To pravi, lahko delodajalec da zaposlenim 2500 evrov spet, kot 13. plačo, kot jo poznajo Avstrijci. Dobili smo tudi 14. plačo s poslovno uspešnostjo. Tudi ta je delno neobdavčena, vsaj kaj se tiče dohodnine, prispevke je treba plačati. Ampak zopet, če podjetje uspešno posluje, lahko delodajalec zaposlenim da 2500 evrov zopet z davčno ugodnostjo. Seveda k tej poslovni uspešnosti se pa ušteva še zimski regres, ki smo ga dobili pa lani decembra. Tako da naši zaposleni dobijo kar nekaj davčno ugodnih izplačil. Mogoče delodajalci pa ostali tega ne znamo pravilno predstaviti. Tako, ugodnosti je dovolj, je pa pogovarjati se je treba in tudi v bistvu razlagati, zaposlene opolnomočiti in hkrati tudi se potruditi, da naredimo za njih največ, kar je možno v okviru pač zmožnosti tudi organizacije. Pa če nekako narediva zaokrožva najin pogovor, pa se malo vrneva spet na začetek vaše kariere. Vstopila ste v svet financ leta, mislim, da 94, če sem prav nekje prebral. V svet, ki velja za moški svet. Kakšno, rekel, in ste v njem uspela in ste uspešna še vedno? Kaj bi ženskam, mladim, ki se zdaj podajajo na pot in jih zanima svet financ, kaj bi jim svetovala? Kako v tem svetu, ki je še vedno pretežno moški, biti uspešen kot ženska? Z znanjem, z izobraževanjem. Jaz bi kar vsa dekleta povabila, da so malo bolj da so malo iskriva, da malo iščejo informacije, da se malo več izobražujejo na temo financ, ker na koncu
družina oziroma par ponavadi je sestavljen iz obeh, ne, vsaj v slovenskem prostoru. Delamo tako ženske kot moški, se pravi, imamo enakovredno, enakopravno vlogo tudi pri razporejanju financ. In jaz bi kar vsa dekleta in fante povabila, da mogoče malo manj gledajo kakšnih nenavadnih TikTok vsebin, pa mogoče malo več vsebin, ki se tičejo finančnega izobraževanja, ker je to pač znanje za življenje. In za njihovo varnost in finančno suverenost. Točno tako. Kaj je pa ena stvar, ki bi jo lahko po gledanju oddaje priporočali vsem gledalcem? Ena stvar. Ena stvar. Ja. Ja, mogoče bi zaključila s to temo. Veliko ljudi se včasih preveč zaleti in dajmo toliko, koliko dobimo, se pravi, koliko so naši prihodki, toliko lahko imamo tudi stroškov. Se pravi, ne preskakovati te meje, pravi, toliko, koliko zaslužimo, toliko lahko tudi zapravimo in dajmo se držati v teh mejah. Torej, živimo v mejah zmožnega. Tako. In še kaj varčujmo zraven, ne? Seveda. Seveda, to pa imam jaz pravilo, da kadarkoli pride plača, ne, vsak mesec, en del kar prestavim na drug račun in tistega dela ni. In seveda, koliko pač ti ostane na transakcijskem računu, toliko imaš možnost za zapraviti. Kar pa daš na stran, pa ostane na strani. Hvala lepa. Spoštovani gledalci, s tem smo prišli do konca današnjega pogovora. Dr. Mojca Gornak, iskrena hvala za vaš čas in nasvete, ki ste jih delili z nami, o tem, kako v teh negotovih časih prevzeti, vajeti nad svojo finančno prihodnostjo. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za vašo pozornost. Upam, da ste danes dobili koristne usmeritve za zaščito in gradnjo vašega premoženja. Vabim vas, da ostanete z nami tudi v prihodnje in obvezno spremljate oddajo Zlata rezerva, kjer bomo še naprej iskali prave rešitve za vašo dolgoročno finančno varnost. Srečno in nasvidenje do prihodnjič.